Zaradi epidemije je Jure predsednik otroškega parlamenta že tretje leto in odločevalce opozarja na to, da so mladi v koronačasu preveč zapostavljeni. Današnja seja se mi zdi predvsem en krik na pomoč. Poslušajte nas, tukaj smo, mi smo tudi v krizi, pustite nam, da se zmotimo, ker se mi zdi, da je to velik problem današnjega sveta, da se ne smemo več učiti na napakah. Odločitev za srednjo šolo je pomembna, a ne usodna. Vida, članica predsedstva, to razloži svojo izkušnjo. Sem najprej bila na splošni gimnaziji, pa sem ugotovila, da to ni za mene. Sem se v sredini drugega letnika prešolala na umetniško gimnazijo, ko sem sama vse odkrila oziroma ugotovila, da dejansko želim delati nekaj povezano z glasbo in da me ne zanima več neko naravoslovje, neko družboslovje. Tudi če izberete določen poklic, to ne pomeni, da v življenju ne morete početi nič drugega. Sem se relativno zgodaj, mislim, da že v 8. razredu osnovne šole odločil, da bom pravnik. Si nisem takrat predstavljal, da bom na koncu nekoč poslanec in predsednik državnega zbora. V vaših letih o poklicu politika ni razmišljal, danes pa si želi politiko in politični sistem naše države približati tudi mladim. Predsednik države se je mladim zahvalil za odgovorno vedenje v zadnjem letu in jih spomnil, da bodo takrat, ko se bodo lotili stvari, ki jih veselijo, tudi težke stvari postale lahke. Pomemben pa je tudi razmislek o poklicih v prihodnosti, je spomnil Primož, član predsedstva. Mladi imajo sigurno odlične predloge, kaj bi oni radi, kaj oni pričakujejo, da vejo, kaj bo tisto, kar bodo delali in da pač ne postanejo nekaj, ker čez 10 let ne bo nihče več rabo mogoče. Ali bo moj poklic, za katerega se grem izobraževati v prihodnosti, prevzela tehnologija. Gotovo bodo poklici v prihodnosti zahtevali novo znanje, drugačne veščine in večjo pravilnost, tudi medpoklicno povezovanje. Bi sprejemni izpiti mogoče bili boljši pokazatelj prave sposobnosti za določeno izobraževalno pot kot same ocenjevalne točke. O poklicni prihodnosti bodo mladi parlamentarci razglabljali tudi prihodnje šolsko leto.